Leta 2008 polnopravna članica Evropske zveze gluhoslepih, od leta 2009 pa polnopravna članica Svetovne zveze gluhoslepih. To seveda pomeni, da se vključujemo v vse mednarodne projekte in pa seveda je potrebno tudi vedeti, da je Združenje gluhoslepih Slovenije DAN edina organizacija iz Slovenije, ki predstavlja gluhoslepoto v mednarodnem prostoru. Lepa hvala za te uvodne besede. Bom pa poprosila dr. Sanjo Tarcaj, da nam tudi ona predstavi nekaj dejstev o tem, kako se Evropa sooča z izzivi, ki jih imajo gluhoslepi, o dobrih primerih zakonodaje in vključevanja gluhoslepih v družbo in mogoče na koncu tudi, kako ocenjuje sodelovanje s slovenskim združenjem gluhoslepih. Za tolmačenje pa bomo prosili gospod Majo. Evo sad, prije nego što počnem sa svojim odgovorima, ja bih vam željela vas pozdraviti u ime Europske organizacije gluhoslijepih osoba, ali isto tako i u svoje osobno ime. U isto vrijeme želim vam svima i čestitati Europski dan osoba s gluhoslijepoćom. Evo, pa već smo nešto kako čuli zašto slavimo ovaj dan, ali voljela bi to ponoviti. Mislim da ga je važno nastaviti slaviti i dalje, zato što, iako Europa počinje prepoznavati gluhoslijepoću, i dalje nismo dovoljno vidljivi i dovoljno ne sudjelujemo u svakodnevnim aktivnostima. I zato smo se na europskoj bazi svi zajedno uključili u slavljenje Europskog dana osoba sa gluhoslijepoćom. I ono što želimo je zapravo promjenu u Europskoj uniji i zato se mi unutar European Deafblind Union sve više i više trudimo uključiti i potaknuti razvoj organizacija gluhoslijepih osoba u onim državama koje ne postoje. Ono što smo već čuli je da je gluhoslijepoća dvostruko oštećenje vida i sluha gdje ne možemo jedno osjetilo nadomjestiti sa drugim. Zato treba društvo osigurati određene akomodacije u vidu prevoditelja za gluhoslijepe osobe. Bi želela povedati, da v bistvu od samega začetka obveščamo pristojne organizacije in deležnike za to, da bi o aktualnih zadevah in seveda za namenom, da bi ljudje s gluhoslepoto dobili temeljne človekove pravice, da bi se to področje uredilo, ne samo zakonodajno, tudi njihov status in seveda, da bi organizacija gluhoslepih bila dovolj tudi finančno podprta, da bi lahko izvajala programe z njimi in izvajala ljudem s gluhoslepoto potrebno pomoč. Ljudje s gluhoslepoto potrebujejo individualno strokovno pomoč, to je seveda tisto, kar je najbolj pomembno. Za njih odnosi veliko različnih skupin ljudi, ki jih družba potiska na rob, in ljudje z senzorno oviranostjo, ki sami težko pristopijo, so v bistvu najbolj, samo jo opazujem in vidim kot eno od skupin, ki je najbolj potisnjena na rob. Tako da to, kar dela društvo DAN, to, kar so prispevali ljudje z izkušnjo, kot bi rekla sami avtohtoni, samonikli raziskovalci, je nekaj, kar ima zares veliko in dragoceno vrednost. Da se s tem pojavom gluhoslepih nekako nismo bili v stikih, niti ni bilo razprave, ampak moram povedati, država Slovenija je socialna država, tako je zapisano tudi v drugem členu Ustave Slovenije, in imamo Slovenci dejansko kar velik čut do soljudi in se trudimo v tej smeri.
Moram pa povedati, ko sem se s tem srečal, si nisem mogel predstavljati, kako to izgleda, da nimaš komunikacije z ostalimi ljudmi, ker ljudje smo socialna bitja, smo rezultat kulture, razvoja civilizacije, to smo ljudje in da v ta svet nekateri niso imeli dovolj velikega vstopa. Zato pozdravljam vsekakor to inicijativo, da gluhoslepi dobijo še pravico do tolmača. Potem imamo lahko komunikacijo in človeški možgani so neverjetni. To kažejo tudi sodobno nevroznanost. Si lahko iz samih parih podatkov narediš cel svet in polno živiš in zato verjamem, da gluhoslepi zaslužijo vso dostojanstvo in morajo biti vključeni in dobrodošli in ta knjiga bo sigurno pomagala in tudi društvo Dlan. Lahko samo obljubim, da se bom prizadeval tudi pri novo nastajajočem zakonu o dolgotrajni oskrbi, da gluhoslepi dobijo možnost komunikacije in možnost popolnega razvoja svoje osebnosti. Zelo pomirjujoče. Dolgo časa sem razmišljala, ali je prav, da zgodbe ljudi z gluhoslepoto res lahko prebere vsak. Pa sem se odločila, ja, ko so ljudje z gluhoslepoto vsako vrstico potrdili, da je res to njihovo življenje in da si to želijo, jih lahko danes prebirate vsi. To so zgodbe, ki so bile do tega trenutka pravzaprav nedostopne. Zaradi tega, ker marsikdo izmed njih ne uporablja jezika večinske družbe, zaradi tega, ker se ti ljudje do sedaj nikoli niso opogumili in povedali, in v tem trenutku pravzaprav iz prostora popolne anonimnosti vstopajo v prostor, o katerih boste izvedeli vsi, ki boste se odločili in prebrali katero izmed zgodb, ali pa vse. In prav zaradi tega, ker so tudi ljudje z gluhoslepoto za to knjigo postali avtorice in avtorji svojih zgodb, kar je seveda izjemnega pomena. To namreč dokazuje, da za delom, za skupnim sodelovanjem, za pomočjo lahko ti ljudje postanejo ne le nekdo, ampak ljudje s ponosom, tisti ljudje, ki lahko vsakodnevno dokazujejo, kaj vse premorejo in na kak način premagujejo ovire, s katerimi se srečujejo vsakodnevno. Mislim, da so lahko vsem nam in še mnogo širše zgled. Tako pri premagovanju ovir, kot seveda tudi nasploh. Te knjige mogoče ne bi bilo brez podpore Lions Kluba Ljubljana Forum. In če se dotaknemo torej še druge knjige, Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto, kaj izvolite? Haptični način sporazumevanja je eden izmed načinov sporazumevanja z gluhoslepimi, pravzaprav je dopolnilni način sporazumevanja. Seveda, ne glede na to, da ljudje z gluhoslepoto v slovenskem prostoru še nimajo zagotovljene pravice do tolmača za gluhoslepe, pa mi že govorimo o haptičnem načinu sporazumevanja, preko katerega se v bistvu prenašajo vizualne informacije. To bi seveda pomenilo, da poleg tolmača, ki sedaj že prevaja auditivne informacije, bi bil še človek, ki mu prevaja še vizualne informacije na zgornjem delu hrbta, zgornjem delu nadlakti in na ramenih. Zakaj smo se odločili za to? Zaradi tega, ker je prav, da ljudje z gluhoslepoto dobijo čim bolj celostno sporočilo. Smo izredno počaščeni, da ste si za svoje srečanje, predstavitev te knjige izbrali našo mestno hišo. Namreč mi si želimo, da bi bila ta hiša kar čim bolj polna življenja in zato smo seveda veseli vsakega, ki v njo vstopi in svojo energijo pripomore, da smo v Ljubljani še boljši. Zavedamo se, da imamo en lep slogan in sicer slogan živimo skupaj in spoštujmo različnost.
To pomeni, da so v Ljubljani dobrodošli prav vsi. Edino, kar morajo imeti, je dobra volja in dobra energija in prav gotovo ste vi tisti, ki jo imate. V Ljubljani smo se navadili tudi poslušati, kaj nekdo potrebuje, zato da lahko kvalitetno in dobro živi v našem mestu. In verjetno ni naključje, da smo zato že 2-krat prejeli nagrado Evropske skupnosti invalidom prijazno mesto. Kajti poslušamo in želimo narediti mesto tako, da bo za življenje primerno prav za vsakega, čeprav je mogoče njegovo življenje drugačno od tistega, ki je nekje misli, da je normalen. Mi tudi ne želimo govoriti o invalidih, ampak govorimo o ljudeh, ki pa zaradi takih in drugačnih okoliščinah živijo drugačno življenje, ki pa ga verjetno želimo skupaj spraviti na čim bolj enak imenovalec, da se pač ne razlikujemo, ampak da skupaj užijemo tisto, kar lahko uživamo. Zato sem tudi hvaležen vsem današnjim sogovornikom tukaj, ki verjetno nesebično pomagajo, da lahko tisti, ki so na nek način v življenju prikrajšani za določene stvari, poskušajo čim bolj normalno živeti, kajti zavedamo se, da Ljubljana kot mesto ali mesto nasploh lahko ustvarja neke velike projekte, ampak brez ljudi, ki bi tako srčno delovali med seboj, tudi te veliki projekti ne živijo. Mogoče ob koncu verjetno ste že veliko slišali o tem, da Ljubljana je najlepše mesto na svetu. Lahko rečem, da smo zato tudi takoj na začetku, ko je društvo Dlan prišlo, ko nas je seznanilo, da je ta nova skupnost gluhoslepih prišla nekako na površje, smo z sofinanciranjem programov tega društva takoj pristopili k uresničevanju ideje o nekem drugem načinu življenja teh ljudi, boljšem načinu življenja. Bi pa rad ob tem rekel, da Ljubljana ni samo najlepše mesto na svetu, ampak ne vem, če veste, da beseda Ljubljana prihaja iz besede ljubljena. To pomeni, da ima v svoji besedi tudi besedo ljubezen in zato je seveda Ljubljana mesto ljubezni in zato je tista, ki povezuje vse dobro misleče in tiste, ki si želijo v tej ljubezni soustvarjati boljšo življenje za vsakogar in za vse. Torej še enkrat, dobrodošli v Ljubljani, vedite, da v Ljubljani imate prijatelje, ki vam bodo vedno priskočili na pomoč in še veliko, veliko uspeha na vaši poti, ki se je šele dobro začela. Iskrena hvala. Res iskrena hvala za te vaše lepe misli. Pa kar zaploskajte. Gre za 4.000 evrov, ki je bilo zbranih, kot rečeno, letos poleti in so namenjeni za delovanje Združenja Dlan. Fototermin. Hvala lepa. Bilo mi je v zadovoljstvo, pa upam, da bomo v naslednjih dogodkih še več lahko prispevali. Ja, veliko veseli me in počaščen sem, da se v tej družbi lahko tudi vsem ostalim, ki ste kakorkoli sodelovali z nami, Združenje Dlan, srčno zahvalim za vsak korak, za vsako pomoč, ki smo en drugemu potrebni. Hvala vam. Hvala lepa. Hvala lepa. Ob tem, da prihajajo tudi nova sredstva, smo pa seveda v Lions klubu. Redki so takšni trenutki, pa so in prav, da so. Hvala. Z velikim veseljem in verjamem, da vam bo v veliko pomoč pri vašem delu.
Presenečen sem nad vse in lahko rečem še enkrat, kajti beseda hvala je premalo. Res z lepo srčno hvalo za te zadeve, ki jih danes doživljamo ob evropskem prazniku gluhoslepih, ker to mi smo in dejansko nismo nič drugega kot samo kontaktiranja in pomoči potrebni. Hvala. Hvala tudi vam. Keller, gluhoslijepa američka doktorica znanosti i zapravo spisateljica. 1950. godine u Chicagu, u Americi. Prvi puta se obratila Alliancima i zapravo klub Alliance je bio prvi koji im je pomogao. A ona je tada rekla onu važnu rečenicu: budite vitezovi svjetla u borbi protiv tame. I evo, hvala klubu što nastavljamo svoju misiju i danas.